Dober dan, dragi moji, dobrodošli na kanalu Planet Ljubezni z Natašo Meznarič. Danes bomo govorili o eni super perfektni stvari, eni metodi, enem koraku, v bistvu za mene, bom rekla, pravilu, ki ga uporabljam za kakršnokoli izpolnitev želje oziroma manifestacijo kakršnekoli moje želje. In res vam povem, deluje. In čisto nič vas ne stane, če poskusite, Ana. Se pravi, gre se za pravilo 17 sekund ali pa korak 17 sekund. Vam bom vse lepo razložila. Pa vam bom pol tudi primer povedala, da boste lahko videli, o čem govorim. Se pravi, konstantno vztrajamo v eni misli 17 sekund. Samo 17 sekund. Se pravi, zdaj vam bom primer povedala. Zapreš oči, joj, kako bi bilo lepo, da bi jaz imela svoj YouTube kanal. Joj, kako bi bilo fajn, da bi mene spremljali čim več ljudi, da jim čim več ljudem spremenim življenja. Joj, kako bi bilo lepo, ko bi jaz te maile od teh ljudi dobivala, pa bi mi ljudje pisali, pa zaupali njihove izzive, pa bi mi jaz odgovarjala, bla, bla, bla naprej. Se pravi, 17 sekund sem dvigovala svojo vibracijo s prijetnim občutkom tistega, kar jaz želim, da se bi mi zgodilo. In teh 17 sekund je v bistvu enako, kot da bi jaz 2000 ur delala za to svojo željo. Se pravi, da bi akcijo počela. Se pravi, počnem akcijo, delam samo kot vizualizacijo. 17 sekund. Če gremo naprej in rečemo, da smo zmožni 68 sekund zdržati v prijetnem občutku tistega, kar si želimo. Se pravi, da svojo željo vidimo. Zapremo oči, vidim kamere, vidim snemalca, vidim luči, vidim rože, vidim svojo maskerko, vidim frizerko, vidim ljudi, ko me spremljate, bla, bla, bla. 68 sekund sem naredila enako kot 2 milijona ur akcije za to, da bi se mi želja izpolnila. In v teh 68 sekundah jaz povlečem iz univerzuma, vesolja, karkoli želite, dol svojo željo. Dobesedno sem jo povlekla in je že manifestirana. Pustimo zdaj tisto, kako se jaz vibracijsko z njo uskladim. Je že manifestirana. In potem jaz lepo to spustim in samo čakam, da se mi ta želja prikaže. Vam bom povedala primer, dejanski primer, ko se je meni zgodil, ko sem točno ta korak, v bistvu teh 17 sekund oziroma 68 jih uporabljala. Se pravi, pustimo 4x17 sekund. Zdaj ne rabite si dati na nek timer na štoperco, ker tako ali tako, ko boste vi začeli, po 17 sekundih pride druga misel noter in se tvori momentum, moment. In mi tvorimo moment in iz tega momenta vlečemo dol iz univerzuma točno to, kar želimo. Mi smo že govorili v prejšnjih videih o tem, da je v kvantnem prostoru že 95% vseh naših želj uresničenih, oziroma poleg te realnosti, ki jo jaz zdaj trenutno živim, so zraven nešteto vrat drugih realnosti, v katere lahko jaz vstopam spremembo svoje vibracije. In ko sem jaz v tem prijetnih občutkih, ko že vidim svojo željo, ko se milkam v njej, ne vem, ko se kopam v njej, ko jo občutim, ko sem srečna, ko sem radostna, ko jo res tu not občutim, kaj sem jaz naredila? Odprla sem vrata tiste realnosti v 68 sekundah. Se pravi, enako kot da bi 2 milijona ur delala za to, da recimo odprem svoj YouTube kanal. Primer vam da dam. Se pravi, jaz, ko me poznate, sem na Facebooku snemala videe, Facebook live. In moja želja je bila, da s tem svojim kanalom se preselim nekoč na YouTube. Jaz sem imela samo željo, da mi nekdo te stare videe zload, ali kako se pač reče, dol in mi jih da na YouTube in da me nauči, kak jaz video posnamem in ga prilepim gor na YouTube. To je bila moja osnovna želja. A vidite, do tu sem videla, da sploh jaz nisem videla, kam še lahko vse to gre, ne? In sem jaz delala to pravilo 17 sekund. Se pravi, zaprla sem oči. Vidim se, snemamo, veliko ljudi me posluša, prav do občutka sem prišla, joj, koliko sem spremenila življenje, kako mi pišejo, kako tudi hodijo na moja predavanja, kako pišem knjigo, kako se knjiga prodaja, koliko življenj sem spremenila, koliko src sem ogrela, koliko zahval dobim za to, ne, da res spreminjam življenja ljudi, da res spreminjam to zemljo, ta planet v planet ljubezni. In kaj se mi je zgodilo?
dobesedno iz neba mi je padel moj snemalec z studiom, z vso totalno podporo, ko se sploh ne spoznam na njo. Zraven njega mi je padla še iz neba njegova žena, od scen, ki jih pripravlja, do make-upa, ni da ni. Se pravi, stvari, ko jih sploh nisem vedela, da jih lahko zmanifestiram, da jih lahko dol potegnem, sem jih potegnala. In še nekaj vam na tem mestu zaupam. Vesolje vas vedno preseneti in vedno vam da več, kakor si vi kadarkoli lahko zamislite. In to vam je zdaj tipični primer tega, ene moje v bistvu, tega milkanja v tej želji, tega pravila 17 sekund. In če vam še na tem mestu zaupam, kar vam verjetno ne bo fajn, ampak vam bom vseeno povedala, ker zato smo tu, da smo iskreni en do drugega, da vam vedno povem tako, ko stvari so. Kaj vlečete dol tudi s tem 17 sekundah? Tudi tisto, kar si ne želite, Ana, in potem se sprašujete, kdo je pa to zmanifestiral, kdo je pa to ustvaril? Aha, država je kriva, partner je kriv, otroci so krivi, policaj je kriv, ne vem, kdorkoli je kriv. Kdo to ustvarja? To ustvarjamo mi, to ustvarjam jaz. Tudi tisto, kar ne želim. In se mi zdi res na tem mestu pomembno, da vam to povem. Se pravi, zdaj jaz rečem temu pravilo 17 sekund. Lahko rečemo vizualizacija. Lahko rečemo, da je to tudi neka afirmacija podkrepljena z občutkom, kakor želite. Ampak jaz zavestno se odločim, da bom šla v to stanje vizualizacije, da potegnem dol to, kar želim. Kaj pa mi nezavedno delamo? Ampak zdaj, ko boste ta video poslušali, ni več nezavedno, ker zdaj bo postalo za to vas zavestno, oziroma boste vedeli, da to zavestno delate. Obstajamo v občutkih 17 sekund in več, sigurno več kot 68 sekund, v neželenih občutkih. In naše misli so misli na tisto, kar mi ne želimo. In naše skrbi so skrbi na tisto, kar mi ne želimo. In za vsak mi to lepo dol vlečemo. In naša želja se manifestira prej ali slej. In zato vam povem, mi tu smo kreatorji, mi tu na tem kanalu, Planet ljubezni, točno vemo, da sami ustvarjamo vse, kar je izven našega življenja. In zato smo se zdaj lepo tukaj naučili, da tudi tiste stvari, ki jih ne želimo, jih sami ustvarjamo. In prekinite te misli, teh 17 sekund in jih usmerite v misli, ki vam služijo, v misli, ki vas podpirajo, v misli, ki si jih želite živeti. Samo zamenite sliko. Čisto enostavno je, čisto simpel, mogoče se kjer mu zdaj zdi težko, ampak samo začnite vaditi. In začnite vaditi to, kar želite. Ne glede na to, čeprav jaz zdaj mislim, da smo tukaj sami taki, ko že v bistvu verjamemo v to, da je prvo vibracijska realnost in potem, ko mi iz vibracijske realnosti to že občutimo v fizični realnosti, začnemo to živeti. Evo, to je to za danes iz moje strani. Rada vas imam, verjamem, da vam bo uspelo, verjamem, da vam uspeva, verjamem v vas. Tudi vi boste začeli sami verjeti vase, tako sem jaz na eni točki začela verjeti vase. Pofočkite se od spodaj, napišite mi kak komentar, res so mi vaši komentarji zelo, zelo pomembni in res se jih razveselim. Naročite se na kanal, ta gumbek je, mislim, da desno od spodaj je en gumbek, ali piše subscribe gor, ali pa naroči se, zato da boste dobivali obvestila, da ne boste kaj zamudili. Še bolj bom vesela, če komu to delite, da res to zdelimo svetom, dajmo ekspandirati, dajmo iti v to, kar si niti pomisliti ne upamo, da je mogoče. Ampak jaz svojemu koščku uma vedno dovolim, da se nemogoče spremeni v mogoče. Za mene nemogoče ne obstaja. Tako da dajmo reči, zaključiti, vse je mogoče in še enkrat rada vas imam in čau, se vidimo v naslednjem videu.